zdaj pa je na vrsti prispevek našega drugega korespondenta, Lukija. To, da si nisem niti teksta v scenarij napisal, prompter veliko pove o mojem odnosu do njega, tako da dajmo pogledati, kaj nam je pripravil danes. Vedno se sprašujemo, kje smo, zakaj smo in odkot prihajamo. Danes vam bom razkril, kako so nastale moderne civilizacije in kdaj smo sploh začeli in zakaj smo začeli graditi mesta. Našemu napredku kot civilizacija so botrovale mnoge inovacije. Kolo, ogenj, pica in mnoge druge. A kaj nas je iz ležernega, lovsko-nabiralskega stila življenja porinilo v to, da smo začeli graditi stalne naselbine, da smo začeli graditi civilizacijo? Odgovor je na dlani. Porinilo v to nas je nič drugega kot želja po alkoholu in da še enega spijemo. Bolj natančna želja po pivu. Pridružite se mi v današnji epizodi, ko vam bom razložil, kako je pivo pomagalo izgraditi civilizacijo. Ljudje smo že od nekdaj poznali omamljajoče lastnosti gnilega fermentiranega sadja. Se sprašujete, kako? Ja, opazovali smo živali, ki se naslajajo na teh čudovitih substancah, ki rečemo alkohol, ali bolje rečeno etanol. A kdaj se je zgodil preskok? Kdaj smo nabiralci in lovci začeli nabirati divja žita? Dajmo še malo, pa bomo mamuta ujeli. Pa za nami je tiger, bežmo, joj, koliko sem lačen. Še dobro, da imam ta divja žita v žepu. To pa ni glih praktično za jest, no. Smo jih zmleli, zmešali z vodo, naredili nekakšno gosto brozgo, ki smo jo potem kasneje jedli. Kot neka žitna juha. Nekoč, nekje, nekdaj je pa nekdo pozabil posodo polno teh divjih žit, zmešanih z vodo na soncu. Morda je še malce deževalo, prišlo je več vode in začelo se je vretje, fermentacija, kvasovke so delale svoje. Potem je pa seveda moral biti nekdo dovolj pogumen, ko je to videl, je bilo, to pa čudno smrdi, vendar nekam povabljivo. In kdo je bil ta prvi junak, ki je probal to prvo neolitsko pivo? Ja, to je bil prvi pijanec v zgodovini. Kako misli, kaj je prvi v razredu probo pivča? In tako smo se več kot 7000 let nazaj naselili. Naselili smo se pa tam, kjer je bilo veliko divjih žit, ki smo jih nato začeli obdelovati. Tako smo naš ležerni stil, ko smo samo posedali po soncu, nabirali sadje in ulovili kakšnega zajca, zamenjali za garaško obdelovanje zemlje. In to vse samo zato, da smo imeli neprekinjeno in zagotovljeno zalogo česa drugega kot piva. Pivo je bilo včasih seveda drugačno kot danes. Veliko bolj gosto, pilo se ga je na sobni temperaturi in pili so ga kar po slamicah. S tem so sfiltrirali te večje koščce slada in drugih začimb, kajti pivo je bilo začinjeno z datli, začimbami, z medom, čisto drugače kot danes. Kdo je pa pivo varil? Kdo drug kot naše ženske, pivovarke. Oninka si, ti si tista, ki premeša slad, ti si tista, ki molčo pogreje na soncu in ti si tista, ki zavre vse skupaj v naše pivo. Sumerska boginja piva in vretja je bila Ninkasi. Pivu se je po sumersko reklo kas. A lahko še en kas dobim, prosim, ta velik? V starem Egiptu so tudi delavci, ki so gradili piramide v Gizi, del plačila dobili plačanega kar v pivu. Pivo je bilo tako zelo pomembno za energijo in pa seveda za dobro voljo. Čeprav jaz sem pa mislil, da ne smem biti pod vplivom alkohola na delovnem mestu. Pivo je bilo hranilno, polno vitaminov in seveda dobre volje. Predvsem pa je bilo v zgodovini veliko bolj čisto kot voda. Koliko bakterij. Zaradi izjemnega pomena piva in njegovega vpliva na razvoj družbe se zgodovinarji sprašujejo, če ni morda prišlo
do napake pri prevodu. Da Jezus ni iz vode ustvaril vino, temveč pivo, kar bi tudi veliko bolj odgovarjalo vsem njegovim Instagram sledilcev tistega časa, ki so bili bolj vajeni piti pivo kot vino. Hvaljen Jezus! Za sodelovanje se zahvaljujemo Pivovarskemu muzeju v Ljubljani. Kakšen sokček pa imajo? Pivo nas je porivalo v civilizacijske višave. Nam mehkalo jezik in nas delalo bolj privlačne za nasprotni spol. Se je pa z njegovo pomočjo kdo znašel tudi na tleh. Tako da, ko si boste naslednjič privoščili kozarec ohlajenega, okusnega in zdravega piva, se spomnite, da je pivo tisto, ki je izgradilo civilizacijo. Pa verjetno tudi pomagala tvojemu očiju, da je mami zapecal. Na zdravje. In potem je on meni rekel, da sem jaz kreten. Sem rekel, ti si kreten, ko si zdaj z mano tako pogovarjal. Kaj pa on ve, kaj pa on ve? Ha? Ta teden z Juretom Godlerjem. Jure Godler je najboljši človek na svetu, najboljši šef, kadarkoli. Jure, da te imam. Jure, a me imaš ti kaj rad? Zakaj me nimaš rad? Zakaj me nimaš rad, Jure? Toliko je manjkalo. Toliko je manjkalo. Sem že hotel reči, tam si bilo pa dobro, zanimivo. Dobro. In ne, nimam ga rad. Ne, seveda ga ima, mi smo prijazna oddaja. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.